Vsak ima prvo izbiro. Prijavo sem oddala na Ekonomsko šolo Ljubljana in sicer na program gimnazija. Na gimnazijo Poljane. Na gradbeno. Na ekonomsko. Jaz sem na ekonomsko gimnazijo. Gimnazija Bežigrad. Katarina že več tednov skoraj vsak dan odpira isto spletno stran. To so zdaj pač moji dosežki na PZ-ju. Koliko je prijavljenih učencev, koliko prostih mest in predvsem, ali bo dovolj točk. Sploh ne vemo, če je smiselno dati prijavo na to šolo, ker ne vemo, če bomo lahko sploh imeli dovolj točk za na njo. Vpis v srednje šole je eden najpomembnejših trenutkov v življenju devetošolcev. Letos pa ga je zasenčil čas. Učenci so šolo izbirali brez rezultatov na PZ-ja, drugi so po pritožbah dobili več točk, prepozno zamenjavo prijave. Sistem, ki ga zadnji mesec skoraj vsi opisujejo s podobno besedo. Stresno, zelo stresno. Veliko stresa, veliko stisk. Dosti mi je bilo stresno. Bi lahko nekateri učenci zaradi kompleksnega vpisnega sistema ostali pred vrati želene šole? To pač ni dober sistem. Tole so naše prijave. Letošnje, Tako, letošnje. je več kot mest? Ja, jih je kar malo več, ja, kot smo običajno navajeni. Jeseni bo prag srednje šole prestopilo več kot 23.000 otrok. Ja, pozdravljeni, vračam klic Srednja šola tehniških strok Šiška. V pisarni srednjih šol že nekaj časa nenehno zvonijo telefoni. Aha, tehnik mehatronike. V tem trenutku ga vidim na 102. mestu v razvrstitvi. Sistem vpisa je poln rokov in časovnic, ki jih morajo učenci ves čas spremljati. Temu pritrjujejo tudi na ministrstvu. Seveda je kompleksen, traja praktično 2 meseca. Kljub temu, da so zaposleni v šolah že jeseni opozarjali, da je neprimeren in povzroča tako stiske kot kaos. Letos, vemo, je nastala popolna zmeda. Otroci so se lahko prijavili še vedno samo na eno šolo. Mi smo že lani jeseni začeli ministrstvo ne samo opozarjati, ampak smo konkretno argumentirali, zakaj ne deluje. Točke za vpis v srednjo šolo se štejejo po tej formuli. Ocene zadnjih 3 razredov prinesejo 60% vseh možnih točk, 40% pa rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in matematike. Prva težava – časovnica. Prijave za srednjo šolo so morali učenci oddati še preden so izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Torej, brez jasne predstave, koliko točk sploh imajo. Vedela sem, da če se bom upisala na neko smer, da bo veliko ljudi. Sem vedela, da bo zelo stresno, zato sem se raje upisala na drugo smer. To odpira drugo težavo. Veliko je ugibanja in veliko preračunavanja. Učenci so lahko izbrali le eno šolo in so letos prvič lahko ves čas elektronsko spremljali stanje prijav in njihovo trenutno mesto na lestvici posamezne šole. Katarini, ki je najprej razmišljala o drugi šoli, zdaj kaže odlično, tudi Luki. Na šoli sem pa 11. od 146 prijavljenih, prostih mest je pa 84. Kaže mi dobro, ker imam kar dobre ocene in na PZ sem tudi dobro pisal. Števila prijav je trenutno res za 2000 manj, kot je razpisanih mest, a predvsem v večjih mestih so šole nabito polne. Gre za to, ali se bo otrok vozil 30 km v neko srednjo šolo z določenim programom ali bo v bližini doma, da tako rečem. Srednja šola tehničnih strok je ena tistih, ki bo imela omejitev vpisa. Na vseh programih elektrika, računalnikar in tehnik mehatronike, pravi svetovalna delavka šole Eva Kramer. Mehatronika pa še posebej. Tako da se vidi, da je tak iskan poklic tudi, no? V tehniki, strojništvu, a ne elektro. In kakšen je trend? Tretjina učencev letošnje generacije se je prijavila na gimnazijske programe, največ dobrih 40% v programe srednjega strokovnega izobraževanja, petina v 3-letne poklicne programe, slabe 4% pa v 2-letne. Največ interesa so letos izkazali bodoči dijaki za program gradbeni pa ekonomski tehnik in pa avtor, serviser in frizer. Manj zanimanja je za programe iz področja okolja in živilstva, za peka, mesarja, slaščičarja, naravovarstvenega tehnika, tudi trgovca in kamnoseka. Sveda so razlike med petko in petko, vse pozna. Šolske ocene niso vedno zanesljiv pokazatelj znanja, pravi ravnateljica bežigrajske gimnazije Alenka Budihna. K njim se je letos prijavilo kar 125 učencev z vsemi možnimi točkami. Šolske ocene ne razlikujejo več zelo dobrih od najboljših.
Ugotavlja dr. Gašper Cankar, direktor Državnega izpitnega centra. Peticij je vedno več. Povprečna zaključna ocena vseh obveznih predmetov devetošolcev raste že desetletje in pol in znaša 3,9. Med epidemijo, ko so se učenci šolali od doma, je dosegla vrh. V več letih smo in dodali različne predmete v šolo, recimo izbirne predmete in razne, s katerimi je bilo mogoče lažje doseči visoke ocene. Drug pa je lahko tudi v različnih pritiskih konec koncev ali pa v zavedanju, da te ocene štejejo za vpis v srednjo šolo. Na pritiske staršev po višjih ocenah že leta opozarjajo tudi ravnatelji. Na osnovni šoli Nove Fužine zadnje govorilne ure zaključujejo že mesec dni pred koncem leta. Spuščamo zadnje govorilne ure, zadnje roditeljske sestanke in samo napovedane starše pokličemo. Zato je bila uvedba NPZ-jev kot eden od vpisnih kriterijev v srednje šole logična izbira, kot korektiv ocenam in odraz dejanskega stanja. In podatki kažejo zanimivo sliko. Torej, na primeru lanske slovenščine v 9. razredu je nekaj manj kot 4% odličnih, torej učencev, ki so imeli zaključeno odlično oceno pri slovenščini, pravzaprav pisali manj kot povprečje. Na drugi strani pa je bilo skoraj 12% zadostnih, ki so pisali nadpovprečen rezultat. Povsem konkretno, to je graf z uspehi, ki so ga učenci lani dosegli na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine in njihove zaključne ocene. Odlični učenci, pobarvani z modro barvo, na NPZ-ju praviloma posegajo po najboljših rezultatih, ne pa vedno. Nekateri učenci s trojkami na grafu so pobarvani v rumeno ali celo dvojkami v zeleni barvi, so pisali bolje od odličnjakov. Upoštevanje nacionalnega preverjanja znanja za vpis v srednje šole je premešal strukturo dijakov. Na marsikatere šole so prišli tisti učenci, ki po starem sistemu, ko so štele zgolj ocene, ne bi. Bi na nek način lahko rekli, da so prek NPZ-jev pridobili torej neka mesta oziroma da se jim je njihov skupni seštevek potem nekako zvečal njim v prid, ker brez NPZ-jev torej ne bi bili sprejeti. No, je bilo veliko takšnih. 10 do 15 kandidatov na program. Lansko leto smo imeli 5 takih, ki so prišli zaradi NPZ-ja na šolo, drugače ne bi prišli, to vemo, da ne bi prišli. Letošnji devetošolci so na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine v povprečju zbrali 56% vseh točk, iz matematike dobrih 54%. Zakaj tako nizko povprečje, ki bi v šolskih ocenah pomenilo dvojko? NPZ-ji niso sestavljeni kot šolska kontrolna naloga, 50% ni meja za pozitivno, kar je velikokrat težava in posledično seveda je narejen tako, da nam pove informacije o vseh učencih. Tudi med tistimi najboljšimi še naredi kakšno razliko. Odgovor na to, zakaj nizko povprečje, leži tudi v ocenjevanju, pojasnjuje učiteljica slovenščine Gea Saje. Ogromno točk lahko otroci izgubijo, čeprav so vsebinsko pravilno odgovorili, izgubijo na račun manjkajočih vejic, velikih začetnic, napačnega slanja. Mogoče na testu bi izgubil pol točke, za nepravilen jezik na NPZ-ju dobi preprosto nič, kar se potem konkretno pozna. Učenci so si z rezultati NPZ-jev zato lahko konkretno zvišali, na drugi strani tudi znižali vpisno mesto. Z vsemi unimi točkami, skozi 7., 8. pa 9. razred, sem jih full out, na primer, zgubil, pa sem pa pač NPZ to, kar sem pisal in se mi je pol zaključni odstotki kar šli dol par odstotkov. Meni je NPZ tudi dobro vplival, ker nas je bilo 125, ker smo imeli isto število točk in sem zdaj full dobro prišla. Zdaj sem tam okrog 60. mesta. Razlika je bila tudi med osnovnimi šolami. Nekatere so svoje učence pripravljale bolj, druge manj ali nič. Končni razpored učencev pa je na srednjih šolah, potem ko so prišli rezultati, močno zanihal. Je bila recimo razlika v poziciji mest, lahko tudi tam do 30 mest razlike, recimo, v eno ali drugo smer. Nacionalno preverjanje znanja je torej v veliki meri vstopnica za vpis v srednjo šolo. Učenci pa so prijavo morali oddati najkasneje do 2. aprila, skoraj 3 tedne preden so izvedeli za rezultate NPZ-ja. Na to so lahko vložili ugovor. V matematiki smo bili in smo imeli rešitve NPZ-ja in sem pa eni nalogi videla, da sem enako napisala, kot je bilo na rešitvah. In sem poklicala učiteljico in je rekla, da je pravilno.
Asja je našla napako, tako kot številni drugi učenci. Ugovorov na ocenjevanje je bilo, pravijo učitelji, ogromno. Mislim, da smo jih samo pri slovenščini letos imeli 26 ali 29. Je treba tudi vedeti, da naša generacija šteje 80-90 učencev v zadnjem razredu, pa vendar je številka enormna. In od tega mislim, da jih je bilo 2/3 utemeljenih. Na Državnem izpitnem centru podatkov o številu ugovorov devetošolcev niso želeli posredovati, čež da postopek za vse učence, predvsem 3. in 6. razredov, še ni zaključen. Asja je s tem, ko je opazila napako, svoje točke uspela zvišati. Da imam 2% več. Kar v nekaterih šolah lahko pomeni mejo med vpisom ali zdrsom pod črto sprejema. A ponovno vrednotenje NPZ-jev je žal za marsikaterega učenca prišlo prepozno. Rok za prenos prijav na drugo srednjo šolo se je zaključil 6. maja, torej skoraj en teden, preden je RIC sporočil rezultate ugovorov in s tem nove dosežke učencev. Trenutno mislim, da je tle velik stisk med dijaki pa med otroki, zaradi tega, ker se je tisti, ki so dali ugovore na rezultate od NPZ-ja, so dobili potem odgovore 5-6 dni kasneje, po tistem, ko se je že zaprl prenos. Potem je marsikdo umaknil v strahu že prej prijavo, zamenjal šolo, ker ni vedel, kaj se dogaja. Tako da ta časovnica bi zagotovo mogla biti taka, da imaš najprej zelo jasne točke NPZ-ja in potem lahko odreagiraš. Zakaj se je tako zgodilo, kaj stoji zadaj v aparatu, nam kot zvezi ni jasno. Pravi Lara Romih, predsednica aktivov Svetov staršev, kjer so zaznali težave in stiske, ki so se letos pojavile med učenci in njihovimi starši. Največ sprememb je bilo na repu vpisnih lestvic. Državna sekretarka odgovarja. Koledar vpisni je tudi javno dostopen. Tam, kjer je interesa več, se lahko, če šole imajo kadrovske prostorske pogoje, odobri tudi dodaten oddelek. Kar mnoge nimajo. Svojo prvotno prijavo je premaknilo več kot 10% vseh učencev. Pa je bilo prenosov okrog 2500. Te je bilo treba prenesti ne samo elektronsko, temveč tudi fizično, kar nekateri učenci sploh niso vedeli. Jaz si razlagam to, da ni bilo čisto jasno povedano na vseh šolah, kako poteka prenos, zato ker vem, da so mnogi starši klicali in so potem poslušali ta navodila od naše šole. To je tak stres vsako leto. Do končnega vpisa, poleg zaključnih ocen zadnjega letnika osnovne šole, ostaja še ena neznanka – odločbe o usmeritvah. Po podatkih za otroke rojene leta 2010 in 2011, 2631 teh zahtevkov. Te mora Zavod za šolstvo ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo ponovno pregledati in izdati na novo, pojasnjuje doktorica Natalija Vovk-Ornik, vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Za učence, ki se vpisujejo v prilagojene programe, so odločbe pogoj za vpis. Drugim pa lahko prinesejo pomembno prednost. Ki bi v primeru, da ima šola omejitev vpisa, imeli pač ta 10% odpustek v tem primeru, če bi imeli izdano odločbo o usmeritvi. Večina otrok je do odločb upravičena, del staršev pa zahtevek prvič vloži šele v 9. razredu, tudi zato, ker lahko odločba olajša vpis v želeno šolo. Mi imamo nekje tam od 1 do 3 kandidatov na vsakem programu na leto, recimo, ki jim ta odpustek torej koristi, da na ta način prehitijo nekaj kandidatov, ki so pred njimi in so potem sprejeti na želen program. Učenci morajo odločbe predložiti ob vpisu, številni pa jih do takrat ne bodo imeli. Ostalo je še, bomo rekli, 935 vlog, takšnih vlog za otroke, ki so rojeni 2010-2011. Vsako leto smo pod pritiskom v tem času, ker ne nazadnje do konca meseca maja tudi ne bomo vedeli, katere šole imajo omejitev vpisa. Medtem ko prednostno rešujejo vloge za učence, ki brez odločbe ne morejo v prilagojene programe in čakajo, katere šole bodo sploh imele omejitev vpisa, učenci na repu lestvic trepetajo, če jih bo kdo z odločbo v zadnjem tednu vpisa prehitel. Zakaj imamo sistem, ki med mlade, njihove starše in šolnike vnaša toliko negotovosti? In ker želimo zagotavljati tudi pravičnost in neko preglednost, transparentnost, je postopek zasnovan na tak način. A do zapletov, kot smo videli, kljub temu prihaja. Ravnatelji šol predlagajo enostavne prilagoditve, ki bi razbremenile tako učence kot svetovalne službe v šolah. Mi smo konkretno predlagali, da bi imeli 3, rangirali bi 3 izbire in to bi pomenilo, že če v prvi prijavi ne pride, gre v drugo, če ni v tretjo. In poleg tega, ko je prvi krog končan,
se tisti, ki so bili sprejeti, ostanejo sprejeti, ne glede na to, kaj se dogaja v drugem krogu ali pa po prenosu prijav in podobno. Pa ne bi se to čutilo, kot da je samo ena možnost. Več kot 23.000 novih srednješolcev, paleta šolskih programov in želja. Program gimnazija. Na gimnazijo Poljane. Na gradbeno. Na ekonomsko. Jaz sem na ekonomsko gimnazijo. Gimnazija Bežigrad. Zdaj ostaja le še čakanje in upanje, da jih bodo točke, lestvice in roki na koncu vendarle pripeljali do šole, ki si jo želijo.